Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, novinarke, novinarji. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci posvečeni COVID-19, ki jo bo danes iz govornega v znakovni jezik tolmačila gospa Nina Polonijo. Pred dobro uro se je zaključila redna seja vlade, na kateri so člani vlade med drugim opravili obširno razpravo o trenutnih epidemioloških razmerah. Na podlagi predhodno opravljenega pogovora s člani svetovalne skupine in današnje razprave bo vlada razpravo o tem, kako dalje, nadaljevala jutri popoldne, saj odločitve, ki bodo sprejete, zahtevajo tehten premislek. Jutri se bo tako vlada ob 5. uri sestala na Brdu pri Kranju, o vseh odločitvah vas bomo predvidoma obvestili po jutrišnji seji. Kdaj in na kakšen način bomo to storili, pa vam bomo sporočili takoj, ko bo to mogoče. Sicer pa današnjo novinarsko konferenco posvečamo pretežno temi inšpekcijskega nadzora izpolnjevanja pogoja PCT, kjer je tega potrebno izpolnjevati. Z nami so tako danes inšpektorica gospa Dejana Poca iz Zdravstvenega inšpektorata, VD glavne tržne inšpektorice Martina Gašperlin iz Tržnega inšpektorata in pa magister Stanislav Vrečar, namestnik generalnega direktorja policije. Vse tri lepo pozdravljam. Preden pa jim predam besedo, še besedo ali dve o povečanem interesu za cepljenje, ki smo mu priča v zadnjih dneh. Najprej bi se rada v imenu članov vlade iskreno opravičila vsem, ki ste sprejeli odgovorno odločitev za cepljenje, a ste morali v vrsti za cepljenje čakati precej časa. Vlada je zato že včeraj v sodelovanju z UKC Ljubljana in Zavodom Zdravje poskrbela za dodatne lokacije cepljenja, ves napor pa bo tudi v naslednjih dneh namenjala temu, da bo prav vsak, ki se bo želel cepiti, prišel na vrsto in da cepiva na cepilnih mestih ne bo zmanjkalo. Od cepilnih mest pa vlada seveda pričakuje, da bodo svoj delovni čas ustrezno prilagodili povečanim potrebam. Toliko uvodoma z moje strani, besedo pa sedaj predajam prvi današnji gosti, inšpektorici gospe Dejani Poca. Po njenem nastopu bo sledil še nastop tržne inšpektorice, obe bosta potem skupaj na voljo tudi za morebitna novinarska vprašanja. Gospa Poca, prosim. Hvala za besedo in dober dan. Poročilo danes ponovno začenjamo s trenutno najbolj aktualno tematiko, spoštovanjem pogoja PCT, torej preboleli, cepljeni oziroma testirani. Obdobje, na katero se poročilo nanaša, je od 18. do vključno 31. oktobra, predstavljenih pa bo tudi nekaj podatkov glede nadzorov v času prazničnega vikenda. Zdaj bi prosila kar za prikaz diapozitiva. Najprej poglejmo nadzore objektov in oseb glede izpolnjevanja pogojev PCT po tednih. Za lažjo primerjavo je prikazanih 5 tednov in sicer nam modri stolpci prikazujejo število opravljenih nadzorov objektov glede izpolnjevanja pogoja PCT, sivi stolpci pa nadzore izpolnjevanja PCT pri osebah. Če se zdaj osredotočimo na zadnja 2 tedna, torej na obdobje, na katerega se nanaša poročilo, vidimo, da so inšpektorati povečali število nadzorov objektov za dobrih 30%, na preko 3000 oziroma skoraj 4000 nadzorov v primerjavi s prejšnjimi nekaj nad 1000 oziroma 2700, medtem ko so se nadzori izpolnjevanja pogoja PCT pri osebah povečali za 100%. Število teh nadzorov je v zadnjih 2 tednih preseglo 14 000, v primerjavi z okoli 7 000, kolikor jih je bilo upravljenih v tednih prej. Na naslednjem diapozitivu pa lahko pogledamo, nam še modri stolpci prikažejo, da je bilo največ nadzorov glede izpolnjevanja PCT pogojev upravljenih strani inšpektorata za delo, 1279. Sledi inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 1233, nato pa še tržni inšpektorat 1174 in zdravstveni inšpektorat 937 nadzorov. Oranžni stolpci prikazujejo število nadzorov oseb v povezavi s PCT, tu je na prvem mestu tržni inšpektorat z nekaj več kot 8400 nadzori, sledi pa mu inšpektorat za šolstvo in šport z dobrimi 6400 nadzori. Kar se tiče izrečenih ukrepov zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT, te prikazujejo zeleni stolpci. V zadnjem tednu jih je bilo izrečenih nekaj več, in sicer 15 plačilnih nalogov po zakonu o prekrških,
3 odločbe z izrekom opomina, 4 odločbe z izrekom globe, 186 opozoril po zakonu o prekrških in 377 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru. Skupaj so inšpektorati izrekli 585 ukrepov zaradi neizpolnjevanja PCT pogoja. Dodajam, da je število izrečenih ukrepov glede izpolnjevanja pogojev PCT v 43. tednu za 57% višje od tedna prej, še teden dni prej pa je bilo zabeleženo 75% povečanje izdanih ukrepov glede na še en teden nazaj. Dejavnosti, kjer so se ugotavljale kršitve izpolnjevanja pogoja PCT, so gostinstvo, trgovina, šolstvo, bencinski servisi, pošte, avtomehanične delavnice in podobno. Med ugotovljenimi kršitvami je šlo za nepreverjanje oziroma nedovolj natančno preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT strani uporabnikov ali zaposlenih, za odsotnost ustreznih obvestil, za neizpolnjevanje pogoja PCT pri zaposlenih in podobno. Odprava ugotovljenih nepravilnosti je bila zavezancem naročena z upravnim opozorilom. V primerih, ko so bile ob ugotovljenih kršitvah le-te nemudoma odpravljene in nadzor PCT vzpostavljen, je bilo opozorilo tudi edini izrečen ukrep. Šolske počitnice so se zaključile s podaljšanim prazničnim vikendom in za ta čas je bilo napovedanih precej prireditev, ki so bile pod drobnogledom inšpektorjev. V tem času se je izvajal poostren nadzor, področja pa so med inšpektorati že ves čas smiselno razdeljena z namenom, da se nadzori ne bi podvajali. Nekatere najbolj izpostavljene točke, na primer nočne klube, je kljub temu obiskalo več inšpektoratov v istem dnevu oziroma večeru. Izvedenih je bilo tudi nekaj tako imenovanih navideznih nakupov. Nočni lokali so večinoma imeli organizirano varnostno službo, ki je preverjala izpolnjevanje pogoja PCT in tudi osebne dokumente. Kršitve tam tako niso bile ugotovljene. V 2 prazničnih dneh so bili poleg zdravstvenega inšpektorata najbolj aktivni tržni inšpektorat, uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, finančna uprava ter inšpektorat za šolstvo in šport. Opravljenih je bilo več kot 350 nadzorov, govorimo samo za ta 2 dneva. Skupaj je bilo izdanih 7 plačilnih nalogov, sicer pa so bila ob ugotovljenih neskladnostih izdana večinoma opozorila. Izvedeni so bili tudi že nekateri kontrolni pregledi, tudi še isti večer, v drugih primerih pa bo ponovni pregled sledil v tem tednu. V primeru ugotovljene ponovitve nepravilnosti bo seveda izdan strožji ukrep. Po gostinskih lokalih so bile neskladnosti ugotovljene v 29 primerih, spet govorimo samo o prazničnem vikendu, in so se v večini primerov nanašale na neuporabo oziroma nepravilno uporabo zaščitnih mask zaposlenih, ki pa so si jih po opozorilu inšpektorja ustrezno namestili. Manjkala so tudi opozorila glede izpolnjevanja PCT zahtev za zaposlene, dalje ob tako imenovanem navideznem nakupu natakarji niso na ustrezen način preverili PCT dokazil pri gostih. Zdravstveni inšpektorat je obiskal 136 nastanitvenih objektov, v kar je bilo poleg velikih ponudnikov vključenih tudi nekaj turističnih kmetij in kempov. V nastanitvenih objektih se je ob nadzoru vedno pregledan tudi gostinski del, v 2 primerih so bile to tudi igralnice. Neskladnosti niso bile ugotovljene. V sklopu nadzorov kopališč je zdravstveni inšpektorat poleg preverjanja PCT izvedel tudi vzorčenje kopalne vode. Nekatere terme v času šolskih počitnic zaradi lažjega obvladovanja in spoštovanja COVID odlokov sploh niso sprejemale zunanjih gostov. Pred zaključkom pa predstavljam še nekaj splošne statistike. Skupno število opravljenih nadzorov v zvezi z obvladovanjem COVID-19 je bilo v obdobju teh 14 dni, na katere se nanaša poročilo, 7671, pri čemer je bil delež neskladnih objektov oziroma lokacij tokrat 10,5%. Izrečenih je bilo 87 prekrškovnih sankcij, 353 opozoril po zakonu o prekrških, 19 upravnih odločb in 613 upravnih opozoril. Glede spoštovanja pogoja PCT so inšpekcijski organi v obdobju 2 tednov opravili nadzore v več kot 7000 objektih ter nad več kot 28 000 osebami.
Danes smo pa prejeli še informacijo, da je dne 3. novembra inšpektorica Tržnega inšpektorata območne enote Koper Postojna opravila ponovni nadzor na eni od bencinskih črpalk, ki je bila nazadnje opozorjena dne 27. oktobra. Ker je ob kontroli ugotovila, da se PCT pogoj ponovno ne preverja, je z ustno odločbo na zapisnik opravljanje dejavnosti prepovedala. Naj to še podrobneje razložim. Zakon o inšpekcijskem nadzoru v 34. členu določa, da lahko inšpektor prepove opravljanje dejavnosti, ne da bi prej določil rok za odpravo nepravilnosti, če je to potrebno, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za nastanek škode v naravnem oziroma življenjskem okolju in na premoženju. Če inšpektor v konkretnem primeru ugotovi, da so izpolnjeni navedeni pogoji, lahko opravljanje dejavnosti prepove. Aktivnosti vseh inšpektoratov v povezavi s spoštovanjem PCT se v vseh okoljih nadaljujejo, kot omenjeno tudi pri že pregledanih subjektih. Zdravstveni inšpektorat se ponovno pridružuje pogostim apelom k spoštovanju pogoja PCT. Razlog za spoštovanje tega pogoja ne sme biti samo to, da nas lahko pri kršitvi zaloti inšpektor ali policist, morda bi bil zdaj res že čas, da se tega začnemo zavedati. Če nas ne prepriča eksponentna rast števila okuženih in konstantno opozarjanje zdravstvene stroke o tem, da se bližamo kritični točki, potem bodimo vsaj solidarni do tistih najbolj ranljivih med nami. Naprimer, maske nosimo zato, da zaščitimo sebe in druge, ne zato, ker to zapoveduje nek odlok. Potrudimo se, da vsak posameznik naredi vse, kar je v naši moči, da širjenje virusa v največji možni meri zajezimo. In hvala vsem državljanom, ki to dnevno tudi počnejo.